Če bi nas samo še pred nekaj leti kdo vprašal, če bodo kupci Zahodne Evrope zainteresirani za limuzinsko izvedenko avtomobila, bi gladko rekli ne. Z boljšo uporabnostjo nas večinoma razvajajo kombi limuzine in karavani, ampak očitno smo željni vožnje še s kakšno drugo obliko avtomobila. V Meganovi družini je to vsekakor Grand Coupe, čeprav nima s coupejem praktično nobene zveze. Gre za klasično limuzino, ki so jo francoski oblikovalci bolj zašilili, tako da je na cesti avtomobil kar opazen. Strešna linija se lepo spušča proti zadku, ki je malo bolj dvignjen in zato tudi bolj zanimiv. Ponuja pa več prostora kot kombi limuzina. No, tega avta v večini zahodnih držav ne bodo prodajali, zato se lahko pohvalimo, da imamo Slovenci ekskluzivo. Ali pa da smo spet padli v lonec z manj razvitim shodom. Takšen Grand Coupe ima, tako kot karavan, za dobre 4 cm podaljšano medosje. Potniki zadaj imajo tako več prostora pri nogah, največjim pa ga zmanjka pri glavah, čeprav pri meni ga je še vedno dovolj. Je pa v lepo obdelanem prtljažniku 116 litrov več prostora kot pri navadnem Meganu, skupno 550 litrov. Če boste doplačali še 490 €, se bo prtljažnik odprl z zamahom noge pod zadnji odbijač. Priporočam! Je kar nuja pri limuzini, ki na zadnjih vratih nima gumba za odpiranje. Pohvalim lahko še sedeža, ki sta udobna in imata dovolj bočnega oprijema, prav tako je malenkost prilagojeno podvozje za večje udobje. Še vedno pa ne deluje okorno, tako kot se dostikrat zgodi pri nekaterih limuzinah, ki jih naredijo iz kombi limuzin. Zaradi dobre izolacije 1,6 litrski turbodizel ni preveč glasen in je s 96 kW, torej 130 konji, dovolj močan in varčen. Evo, v primerjavi z navadnim Meganom boste doplačali 500 €, ampak samo zaradi bolj atraktivnega izgleda in gracioznega imena Grand Coupe ne pričakujte športnosti. Se pelje skoraj tako kot vsak drug Megan. Prijetno in zanesljivo pač.